Edina stalnica naših življenj so spremembe. Spremembe pa so gonilo napredka in razvoja tudi v lokalni skupnosti. Drugačno podobo naše občine spremljamo in predstavljamo v vsakoletnih dokumentarnih filmih že 20 let. Ob tem visokem jubileju pripravljanja videoreportaž o življenju in delu v občini Sevnica smo zbrali nekaj najbolj zanimivih izsekov. Naš prostor je zagotovo najbolj predrugačil največji energetski projekt v zgodovini Slovenije, izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi. Na vplivnem območju sevniške občine sta na reki dve elektrarni, hidroelektrarna Bolštan in hidroelektrarna Arto Blanca. Vsaka od elektrarn prispeva približno 1% trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Elektrarni sta daljinsko vodeni iz centra vodenja Gen in v normalnih hidroloških razmerah obratujeta brez posadke. Oba projekta sta močno posegla v lokalni prostor in spremenila podobo obrečnega prostora. V sklopu gradenj hidroelektrarn je lokalna skupnost pridobila številne nove objekte in javne prostore, ki danes služijo za rekreacijo ter športne in prostočasne aktivnosti ob reki. Ob Savi se razvijata turizem in športni ribolov, sprehajalne poti pa so prostor sprostitve za številne občane. Z izgradnjo hidroelektrarn je bila za lokalni prostor pridobljena tudi izjemno pomembna protipoplavna varnost. Trendi ureditev cestno-prometne infrastrukture se spreminjajo skozi čas, predvsem skozi iskanje rešitev za zagotavljanje primerne pretočnosti ob vedno večjih prometnih obremenitvah. Krožno krožišče je zagotovo ureditev, ki omogoča bolj tekoč potek prometa. Prvega smo v sevniški občini dobili v Boštanju. Z razvojem lokalnega prostora so se v času izrazile potrebe po asfaltaciji cestne mreže in tudi po ustreznih razširitvah in preureditvah. Prvo semaforizirano križišče je bilo v Sevnici urejeno leta 2009. Velik doprinos je bila tudi ureditev kolesarske steze skozi glavno mestno prometnico. Danes si težko predstavljamo tekoč promet brez teh pridobitev. Podoba mesta Sevnica se je s časom vse bolj modernizirala. Dotrajan asfalt pa je bil zamenjan z novim. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je v več gradbenih fazah posodabljala regionalno cesto, ob njej pa so se postopoma razvijali novi javni prostori. Ob skrbi za urejeno podobo so tako s pridihom sodobnosti kot tudi s poklonom zgodovinskim dogodkom krajevna središča po celotni občini doživljala različne preobrazbe. Tako je bilo tudi v Šentjanžu, kjer je se posebej lepo urejeno srednji del vasi. Skozi leta je bilo izvedenih tudi veliko sanacij po naravnih nesrečah. Razgiban teren in specifična geološka sestava tal na območju sevniške občine sta najpogostejša vzroka za zdrse zemljine in druge nevšečnosti, ki nastajajo ob dolgotrajnih in intenzivnih padavinah. Včasih so poškodbe na infrastrukturi izjemno izrazite in zahtevajo poglobljen pristop k rekonstrukcijam za dolgoročne rešitve. Številne preplastitve cestišč so bile pogosto izvedene ob ureditvah komunalne infrastrukture, torej umestitvijo vodovodnih, kanalizacijskih, električnih ali optičnih vodov. Z izgradnjo krožnih križišč, z razširitvami cestišč, z gradnjo pločnikov in drugimi ureditvami se je ob vse večjem naraščanju gostote prometa sorazmerno povečevala tudi prometna varnost. Občinskih cest je nekaj več kot 636 km, regionalnih cest na območju občine pa dobrih 95 km. Za slednje skrbi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Za financiranje vzdrževanja in za gradnje novih odsekov lokalnih cest je pristojna občina Sevnica, za ureditve javnih poti pa skrbijo krajevne skupnosti. Investicije, ki so bile realizirane na področju cestno-prometnih povezav, so res številne. Ob tem si občina Sevnica prizadeva za enakomeren razvoj na vseh območjih občine, torej tako v urbanem okolju kot tudi v vseh krajevnih skupnostih.
Ob ureditvah prometnic pa so k lepšim podobam krajev prispevale tudi številne druge ureditve javnih prostorov. Stari objekti brez namena so bili odstranjeni, makadamska in neurejena parkirišča so nadomestile asfaltirane parkirne površine. Tako je tudi mirujoč promet urejen zgledno v vseh osrednjih krajih občine. Ob tem so bile urejene tudi številne dostopne poti do javnih objektov, skupaj s pripadajočo infrastrukturo. Spomnimo, v mestu Sevnica je bilo v zadnjem obdobju izvedenih več ureditev komunalne infrastrukture, ob tem pa so bile izvedene nove preplastitve cestnih odsekov. Vse te ureditve so pripomogle k izboljšani prometni varnosti in k lepši podobi naših domačih krajev. Ob tem je bilo tudi poskrbljeno za številne hortikulturne ureditve. Zelene površine lepo zaokrožijo podobo kraja, hkrati pa pripomorejo k regulaciji temperatur v poletnih mesecih. Za zasaditve zgledno skrbi javno podjetje Komunala Sevnica. Sevniška občina je prepletena s številnimi potoki, nekateri izmed njih so tudi hudourniške narave. Ustrezna gradnja mostov je zato še toliko bolj pomembna. Mostovi, ki so v preteklosti veljali za ozka grla in precej nevarne cestne odseke, so s postopnimi modernizacijami postali del urejenih cestno-prometnih povezav. Kako pomemben del infrastrukture so, pa so pokazale nedavne uničujoče poplave, ki so zajele večji del Slovenije. Most čez Črni potok pri Orehovem, na regionalni cesti, ki povezuje Loko pri Zidanem mostu in Sevnico, je uredila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Uporaba sodobnih gradbenih materialov je na mostovih povečala nosilnost, to pa je pomembno prispevalo k izboljšanim transportnim povezavam. Z obnovo mostov vselej potekajo tudi sočasne ureditve strug, kar izboljšuje protipoplavno varnost in preprečuje poškodbe na obvodni infrastrukturi ob naraslih vodotokih. Struga hudourniškega potoka Sevnična je bila pred kratkim primerno urejena v Šmarju, v teku pa so aktivnosti za protipoplavne ureditve gorvodno proti poslovni coni Ines. V letošnjem letu je bila podpisana pogodba za gradnjo 2 novih mostov čez potok Hinja v Karmelju. Kamniti most proti Gabrielam je dotrajan, zato je nosilnost omejena. Ureditve tega območja so potrebne tudi zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti, saj je v neposredni bližini osnovna šola. Prenova nadvoza čez železniško progo Zidani most Dobova je bil prvi izmed korakov k celostni ureditvi območja uvoza v mestno središče in v industrijsko cono Sevnica. Čez nekaj let je sledila gradnja novega nadvoza čez trebanjsko železniško progo in gradnja novega krožišča, ki je povezalo oba nadvoza. Z realizacijo te prometne ureditve je omogočen bolj tekoč promet v industrijsko cono, kar pomembno prispeva tudi k gospodarskem razvoju Sevnice in celotne občine. Osrednji javni prostor novega dela mesta Sevnica je Trg Svobode, ki ga je občina Sevnica v letu 2018 z namenom zaščite kulturne dediščine celovito preuredila. Ob trgu je bilo rekonstruirano tudi javno parkirišče. Območje železniške postaje Sevnica bo v prihodnosti v sklopu sistematičnih prenov doživelo nekaj večjih sprememb, ki bodo med drugim omogočile varnejši dostop do železniških peronov in skozi podhod pod železniško postajo občutno skrajšale pešpot do industrijske cone. Samoumevnost čiste in neoporečne vode, ki priteče iz pip v naših gospodinjstvih, je dokaz neoviranega dostopa do te pomembne dobrine. Prav je, da se zavedamo, da je neomejen dostop do pitne vode izjemno dragocen. Občina Sevnica je ob tesnem sodelovanju s krajevnimi skupnostmi s postopnimi ureditvami cevovodov, vodohranov, črpališč, raztežilnikov in druge pripadajoče infrastrukture primerno uredila področje preskrbe z vodo. Območje sevniške občine je izjemno bogato z vodnimi viri, ki pa so po veliki večini površinski, zato je strateški pristop k ureditvam vodoskrbe izjemno pomemben.
Z javnimi vodovodnimi sistemi upravlja javno podjetje Komunala Sevnica, ki na vseh vodovodih v občini tudi izvaja meritve kakovosti. Nekaj sistemov je sicer še v upravljanju posameznih vaških vodovodnih odborov, a se vse več prebivalcev sevniške občine oskrbuje z vodo iz javnih vodovodov. Ti sistemi zahtevajo nenehno vzdrževanje in posodobitve. Strateški pristop pa je potreben tudi za pridobivanje novih oziroma dodatnih vodnih virov. Ob naraščanju števila odjemalcev na vodovodnih sistemih je to še toliko bolj pomembno. Na Listco, najvišje ležeče območje sevniške občine, je bil vodovod uspešno pripeljan v letu 2014. Ureditev vodovoda na Listci je bil eden izmed zahtevnejših projektov ureditve vodoskrbe. Površinski vodni viri počasi, a z gotovostjo izgubljajo svojo izdatnost. Izpostavljeni so tudi številnim tveganjem za onesnaženje. Vodne vrtine so zato pomemben del vodovodne infrastrukture. Komunala Sevnica pitno vodo črpa iz 9 globokih vrtin. V letošnjem letu se zaključuje projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica, v sklopu katerega je bila zgrajena povezovalna hrbtenica obstoječih vodovodnih sistemov v občini v skupni dolžini dobrih 21 km. Tako bo vodovodni sistem Sevnica, ki ga napaja bogat vodni vir, lahko v primeru pomanjkanja vode na matičnih vodovodnih sistemih z vodo oskrbel prebivalce na desnem bregu reke Save. Med drugim so povezani vodovodi na območju Karmelja in Šentjanža, kjer je zgrajen tudi nov vodohran. Na Metnem Vrhu pa je bila urejena povezava vodovodov za Bukovje in Sevnica. V letošnjem letu je bila izvedena tudi dodatna vodna vrtina na Dolnjem Brezovem, z globino več kot 200 metrov pa gre za najglobljo vrtino v sevniški občini. Skrb za kakovost pitne vode je, kot že rečeno, v domeni Komunale Sevnica. S širjenjem javnega vodovodnega sistema je skozi 2 desetletji nastajala široko razvejana mreža. Ob zadnji nadgradnji je tako postala primerno odporna na okoljske in podnebne izzive, ki se lahko izrazijo v prihodnosti. Gradnja centralne čistilne naprave Sevnica še danes velja za enega finančno najbolj obsežnih projektov, financiranih iz občinskega proračuna. Kljub začetnemu nasprotovanju tovrstni ureditvi se je zelo hitro izkazalo, da je bila odločitev za izvedbo projekta pravilna in nujna. Ustrezno čiščenje odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov varuje naravno okolje in tudi zdravje lokalnih prebivalcev. Odvajanje neprečiščene odpadne vode v naravno okolje predstavlja veliko tveganje, zato so po izgradnji centralne čistilne naprave sledili projekti ureditev manjših čistilnih naprav, med drugim na Orehovem. Na Dolnjem Brezovem pa je urejena čistilna naprava, ki jo poleg okoliških gospodinjstev uporablja tudi podjetje Inplet. V letošnjem letu se zaključuje tudi večji projekt gradnje novih kanalizacijskih vodov v Sevnici. Dobra sonaravna rešitev so tudi rastlinske čistilne naprave. Ena izmed prvih v občini je bila v letu 2012 urejena tudi na Listci. Občina Sevnica je v letu 2011 pristopila k izgradnji širokopasovnega omrežja za zagotovitev internetnih storitev za gospodinjstva na območjih, kjer ni bilo tržnega interesa za tovrstno gradnjo. Danes odprto širokopasovno omrežje zagotavlja dostop do interneta za slabo tretjino vseh gospodinjstev v občini. Ureditev akademske optične internetne povezave v letu 2018 pa se je zaključno izkazala nekaj let kasneje, ko so bile šole primorane pouk izvajati na daljavo. Pritlični prostori stavbe na Glavnem trgu 19 v starem mestnem jedru, ki jo pogovorno imenujemo Spodnji Stari grad, so bili daljše obdobje v večji meri namenjeni za shranjevanje arhivskih dokumentov. V želji po revitalizaciji je občina Sevnica obnovila prostore, kjer so danes na ogled različne tematske razstave, del prostorov pa je namenjen tudi delovanju turistično-informacijske pisarne Doživljaj.
Lokalna skupnost skladno z zmožnostmi obnavlja tudi Jakilovo graščino v Karmelju. S postopnimi obnovami bivalnih prostorov dodatne stanovanjske enote vključuje v fond neprofitnih stanovanj. Stanovanja so na podlagi razpisa na voljo socialno šibkejšim posameznikom in družinam. Izjemno priljubljena izletniška točka je Tončkov dom na Listci. Planinsko kočo je občina Sevnica vse od prevzema lastništva v letu 2014 postopoma obnavljala. Sredstva za obnovo so bila deloma pridobljena skozi projekte, podprte z evropskimi sredstvi, del sredstev pa je občina zagotovila iz proračuna. V prvem nadstropju in v mansardi so prenovljene nastanitvene kapacitete. Obnovljeni sta tudi fasada in streha stavbe. V kletnih prostorih je urejena naravoslovna učilnica z vso multimedijsko opremo. Za prijetno gostinsko izkušnjo pa najemnik koče poskrbi v novi kuhinji. Sevniški mesečni sejem ima že kar dolgo tradicijo. Vsako prvo soboto v mesecu avtomobili na parkirišču za stavbo HTC odstopijo prostor ponudnikom najrazličnejših dobrin. Živahno je tudi dogajanje na kmečki tržnici, kjer se svojo ponudbo predstavljajo ponudniki domačih dobrot. Na sejemske sobote na tržnici pogosto potekajo tematski dogodki, ki so namenjeni promociji lokalnih izdelkov in pridelkov. Ob tem se v Sevnici odvijajo tudi številne tradicionalne prireditve, med bolj poznanimi je festival Modre Frankinje. V zadnjem obdobju pa prostor za prijetne dogodke nudi tudi park pred občinsko stavbo. Pomembno zgodovinsko izročilo ima hiša na Zgornjih Impoljah, kjer je del svojega otroštva preživel blaženi Alojzij Grozde. Dotrajan objekt je občina odkupila in obnovila. Tako je danes Grozdetova hiša ena izmed pomembnih turističnih postojank, hkrati pa svojo podobo lepo zaokrožuje videz kraja. S kulturo je prežeta tudi loka pri Zidanem mostu. V parku pri cerkvi so, ob spomenikih Primožu Trubarju in Dragotinu Ferdinandu Ripššlu, leta 2021 slovesno odkrili doprsni kip častnega občana občine Sevnica, akademika in pisatelja dr. Alojza Rebule. Brivsko-frizerski salon Krojc v starem mestnem jedru Sevnice je bil po odkupu strokovno restavriran. Danes je muzejski prostor z zanimivo zbirko brivskih in frizerskih pripomočkov. Jurjevo koledovanje je koledniška šega, ki se je ohranila v nespremenjeni obliki. Od maja letos je Jurjevo koledovanje vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Pomembno vlogo pri spodbujanju kulturnega udejstvovanja in širjenja obzorij ima knjižnica Sevnica. Pisana beseda in drugo knjižnično gradivo je dostopno v enoti v Loki in pa v centralni knjižnici v Sevnici, ki v prostorih na Prešernovi ulici deluje od leta 2007. V letu 2021 pa smo se razveselili še dodatne pridobitve. Oddaljene kraje sevniške občine namreč sedaj obiskuje tudi posavska potujoča knjižnica, Bibliobus Bravko. Hram kulture je tudi grad Sevnica. Ta osrednji zgodovinski prostor je bil že pred leti obnovljen in restavriran, prav tako grajski park, v katerem potekajo številne kulturne in družabne prireditve na prostem. Vse ureditve so potekale ob tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območno enoto Celje. Grad je dom barona Moskona in graščakov, pa tudi grajskega lutkovnega gledališča, ki z živahnimi predstavami razveseljuje najmlajše. Pristojnost lokalne skupnosti je zagotavljati javne zdravstvene storitve primarnega zdravstva v lokalnem okolju. S tem namenom je bil ustanovljen zdravstveni dom Sevnica, ki se je v letih svojega delovanja ob podpori občine Sevnica razvil v sodoben in široko dostopen zdravstveni center.
V hiši zdravja, kot zdravstveni dom radi imenujejo zaposleni, se s širjenjem prostorskih kapacitet in z nakupi najsodobnejših naprav za podporo zdravstveni obravnavi omogoča široka dostopnost javnih zdravstvenih storitev. Ob prizadevanjih vodstva se nabor zdravstvenih in preventivnih storitev ter specialističnih ambulant nenehno širi. Zdravstveni dom Sevnica ob svojem ambicioznem delovanju postaja tudi zdravstvena ustanova, ki izvaja številne regijske programe. Med njimi je Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Posavje, ki omogoča multidisciplinarno obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju. V zadnjem obdobju je bila ena večjih nadgradenj izgradnja garažne hiše, ki je povečala parkirno območje in zagotovila ustrezen prostor za reševalna vozila nujne medicinske pomoči. Trendom razvoja uspešno sledi tudi lekarna Sevnica. Ob številnih pomembnih mejnikih delovanja lekarništva v sevniški občini je lekarna Sevnica danes osrednji prostor svetovalne in farmacevtske dejavnosti. V občini Sevnica deluje 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Šolski pouk poteka na 9, predšolska vzgoja pa na 8 lokacijah. Za ustrezno vzdrževanje standarda v vseh objektih šolske in predšolske vzgoje občina Sevnica redno vlaga v posodobitve in dograditve obstoječih objektov, ter tudi investira v novogradnje šolskih objektov. Brezskrbno preživljanje otroštva ob raziskovanju, učenju in igri s sovrstniki je nekaj, kar za svoje otroke želijo vsi starši. Številnimi investicijami v nove kapacitete objektov za predšolsko vzgojo je občina Sevnica poskrbela za občutno zmanjšanje čakalnih vrst za vpis v vrtec. Šola v Krmelju je bila energetsko sanirana. Z obnovljeno telovadnico, otroškimi igrali in z novimi igrišči v športnem parku Krmelj je prijetno gibanje zagotovljeno. Tudi v Boštanju je bila izvedena energetska sanacija. Investicija je vključevala izvedbo fasade, menjavo oken in vrat ter izolacijo strehe. Energetsko sanacijo osnovne šole Milana Majcna Šentjanž je zaokrožila izgradnja nove telovadnice. S tem je celoten kraj pridobil večnamenski objekt, ki se uporablja tako za športno vzgojo, kot tudi za prireditve in dogodke. V Šentjanžu sta bili obnovljeni tudi šolska kuhinja in jedilnica. Nove pridobitve v kraju so se razveselili tako šolarji kot zaposleni v šoli. Otroci sedaj uživajo zdrave in z ljubeznijo pripravljene tople obroke izpod rok skrbnih šolskih kuharic. Gradnja nove osnovne šole v Tržišču je bila izjemno obsežen in zahteven projekt. Danes je moderna šola v veselje tako učenkam in učencem kot tudi njihovim staršem. Novi prostori omogočajo prijetno delo učiteljem in drugim zaposlenim na šoli. V zadnjih 20 letih so se postopoma spreminjali standardi za primerno urejenost objektov šolske in predšolske vzgoje, občina Sevnica pa je temu sledila. Tudi osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ki jo obiskuje največje število otrok, je doživela več preobrazb. V šoli pa je bila obnovljena tudi mala telovadnica s plezalno steno. Z novim parketom je bila posodobljena tudi športna dvorana Sevnica, ki jo za svoje potrebe uporabljajo številna športna društva. Zadnja večja pridobitev so nove zunanje športne površine ob šoli, kjer je poleg igrišč za skupinske športe z žogo urejena tudi krožna tekaška proga. V letu 2022 je stekla dogradnja osnovne šole na Blanci, ki je potekala v 2 fazah. V sklopu prve faze je bil preurejen vhod v šolo, dograjeni pa sta bili tudi šolska kuhinja in jedilnica. V drugi fazi je stekla gradnja novega prizidka, v katerem so od začetka letošnjega šolskega leta v uporabi dodatne učilnice in prostori za vrtec.
V teku je tudi gradnja nove šole v Sevnici, ki bo namenjena otrokom s posebnimi potrebami. V nove prostore se bodo otroci selili jeseni naslednje leto. Športna in prostočasna infrastruktura razveseljuje vse, ki radi svoj čas preživljajo aktivno. Ob dveh velikih športnih dvoranah, ki sta v Sevnici, so športne površine na prostem dostopne v vseh večjih krajih sevniške občine. Večnamenska igrišča, igrišča za tenis, za odbojko, za nogomet, pa trim steza na Orehovem in številni fitnesi na prostem ponujajo različne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Tudi sevniški bazen je pred kratkim doživel celovito prenovo. Obnovljene so bile tako zunanje površine, kot tudi strojnica bazena za zagotavljanje kakovostne kopalne vode. Družbeni in družabni utrip občine je v 20 letih ustvaril veliko spominov. Organizirani so bili številni koncerti in zabave za mlade in mlade po srcu. Na Sevniškem gradu je potekalo veliko zanimivih dogodkov, med njimi tudi viteške in srednjeveške igre. Pustna povorka je svoj čas privabila lepo število sodelujočih in obiskovalcev. Dolga je tudi tradicija organiziranja sevniške salamijade, ki svoje unikatne običaje ohranja vse do današnjega dne. Člani športno-kulturnega društva iz Boštanja so na predvečer praznika dela, 30. aprila 2007, prižgali najvišji kres na svetu, ki je v višino meril kar 43,44 metra. V Sevnici so se odvili še številni drugi zabavni in kulturni dogodki, ki so jih vselej sooblikovala domača društva. V lepem spominu je ostala promenadna povorka godbe Sevnica. Kitarjada vsako leto navduši z rock ritmi domačih bendov, na prireditvi pa je skozi leta nastopilo veliko priznanih imen slovenske rock scene. Javni prostori, ki si jih domačini delimo tudi z obiskovalci občine, so v veselje vsem. Priložnosti za številna doživetja in športne aktivnosti ponujata priljubljena Listca in Tončkov dom. Ob pestri gostinski ponudbi in privlačnih nastanitvah je Listca poznana tudi po svojih naravnih lepotah in številnih priložnostih za adrenalinske športe. Na Listco vodijo številne planinske poti, dostop na enega najvišjih vrhov Posavja pa ponuja tudi zahtevna plezalna pot. Ob tem pa je hiter sestop z Listce zelo priljubljen med gorskimi kolesarji. Življenje in delo v občini Sevnica je prijetno in prijazno. Ob številnih spremembah, ki smo jih doživeli v zadnjih 20 letih, pa naša občina ostaja naša. Pomembno je, da ne pozabimo naših korenin in z zavzetostjo negujemo tradicije, ki nas sooblikujejo v povezano skupnost. Ob ohranjanju naše kulturne in zgodovinske dediščine v sodelovanju in medsebojnem spoštovanju stopamo z roko v roki v našo skupno prihodnost. Naj bodo tudi leta, ki so pred nami, tako ustvarjalna in polna lepih trenutkov.